Saša Zagorac, jutri zadnja domača tekma v tem prvem delu Evropskega pokala proti Bilbao, ki je uvrščen že naprej. Kako ste pripravljeni, kaj pričakujete? Zdaj v bistvu se končuje ta prvi del. Upam, verjamem, da smo dobro pripravljeni, da lahko še enkrat sjajno ekipo Bilbao presenetimo tudi doma. Z take tekme se v bistvu trenira, se živi, tako da verjamem, da smo dobro pripravljeni in da se bomo pokazali dobro rešitev. Spomini na prvo tekmo so kar lepi. Je bila tista zmaga posledica vašega dobrega dne ali vam mogoče oni ustrezajo? Jaz upam, da je to drugo, da nam ustrezajo. To bi bilo v bistvu najboljše, ampak mislim, da bodimo realni, da so oni res dobra kakovostna ekipa z veliko izkušenih igralcev, dobro vodena, izkušena res, tako da težko, da oni komorkoli ugajajo. Tako da jaz mislim, da je treba imeti spet dober dan, da je treba igrati kolektivno v obrambi, imeti malo sreče tudi v napadu. Tako da mislim, da smo pripravljeni na to tekmo, ampak ne smemo pozabiti, da igramo proti res dobrem mestu. Se čuti kaj pritiska, glede na to, da je zadnja tekma, da bi se recimo, če se slučajno ne uvrstite naprej, da se poslovite od svojih navijačev zmago, pa seveda tudi, ker jo nujno potrebujete za naprej? Ne razmišljamo o tem, verjamemo, da to ni zadnja naša tekma, letošnja evropska v Stožicah, tako da vsi smo prepričani, da smo ekipa, ki sodi v drugi del, tako da verjamemo vsako tekmo, da bomo zmagali tako proti Bilbao, kot tudi drugi ekipi. Bilbao se je ukrepil z Mirzo Begićem. Vemo, da Union Olimpija letos pod košem ni tako uspešna, kot je bila recimo v preteklih letih, da so tu težave, tudi pri skoku se to vidi, koliko bo to večja težava, da imajo zdaj Mirzo, ki seveda tudi dobro vas pozna. Dobro, mislim, da bi si verjetno vsaka ekipa, ne samo Evrokupu, tudi v Euroligi želela enega Mirza Begića v svoji ekipi, kot tudi mi. Ampak mi moramo igrati svojo igro, imamo tudi svoje prednosti, glede na to, da imamo malo nižjo ekipo, mogoče malo hitrejšo in bomo iskali svoje prednosti v tej igri. Je pa definitivno Mirza zelo dober igralec, ki nas dobro pozna, verjetno lahko tudi prenese svojim igralcem kakšno stvar, ki jim bo mogoče olajšala na parketu, ampak mi ne smemo gledati na to, mi moramo igrati svojo igro in iskati svoje priložnosti. Ok, hvala, srečno.